Moje ime je Cirila Krmavnar, prej sem se pisala Traven in rojena sem v Ljubljani. In potem sem živela v Ljubljani v Šiški in na Gorenjskem, Hraše pri Smlednik. Potem sem bila v Ratu, ker mama pa ata nista bila skupaj. On je bil prvi Šentgotard, Trojane, ker gor je bil župan prej. In tam sem tudi hodila v Zagorje v šolo. Prej sem hodila v Šentvitu v šolo, drugače sem bila pa v Lichtenturnu v Ljubljani. Tam so bile, to je bila moja idealna šola, zato ker nisem hotela, da bi me mama pa ata učila. Te sestre so mi bile zelo všeč s tistim, ne. Usmiljenke, ne? Ja, usmiljenke, ja. Ali pa Svetega Vincencija tudi, ne. In sem rekla, kje hočem v šolo in tako sem šla. Kakšne spomine imate na šolo? Kar v redu. Kako je potekal pouk? Lepo je bilo, vse lepo. Če ne nagajate, je vse v redu. To je bila dekliška šola, ne? Dekliška šola, zraven je bil pa predsmarjanišče, pa za fante. Kako so vas vzgajali v tem Lichtenturnu? Lepo, mislim, lepo in niso bile, kako bi rekla, preveč, da bi, kako bi rekla, tiščale v vas vero, ne. Lepo toliko, da... Kaj pa odnos do države, do kraljevine Jugoslavije, kakšen je bil v vaši vzgoji? Pa, to so rekli, morate spoštovati. Noben je nikdar rekel nobene stvari proti, ne, kar je bilo prej. Niso nič, so bili še premlad. Kaj potem je vojna začela, kako se tega spominjate? Ja, vojna se je začela. To se spomnim, da kako so Nemci, takrat sem bila v Šiški, sem bila vse posod. In so rekli, Nemci prihajajo in smo šli gledat, ne. Mi smo bili na Veronškovi cesti, to je bliz Celovške, in smo šli gledat, kako so prikorakali noter. Si ni bilo nič, da bi kakšen se zoprstavil ali kaj takega, ampak so lepo prikorakali noter. To se spomnim, je bilo, na večer je bilo. Nemci so naredili lepe hišice, tam bliz Save. Za svoje ljudi? Za svoje ljudi, pravzaprav. In to ni bilo. In potem pa je ena družina prišla, se je priselila. In so imeli 8 deklet, pa 8 fantov. In fantje so bili večina vsi v vojakih. In Hitler je rad imel take družine, ne. Številčne, pa posebej še ka fantje, ki so skoraj vsi bili pri vojakih. In je povabil družino, da pride k njemu. V Berlin? No, smo šli v Berchtesgaden. In vi ste šla z njimi? Ja, pa so mene s seboj vzeli. In se pravijo, ja, pa kakšen za mene je bil lep, mislim, ne lep. Dober, je lepo govoril. Vas je sprejel Hitler? Ja, nas je vse sprejel. To je bil strašno prijazen. In vam je dal roko tudi? Aha. Pa Heinz Hitler tudi. Jo, ali je to črn... Ampak to je trajalo verjetno par minut, kako je bilo to? Ja, ni bilo, koliko je bilo ene pol ure vse skupaj, ki je govoril, pa to, da je z vsem skupaj. Pravim, jaz ga nimam rada, ampak z menoj takrat, ne, in s tisto družino je bil prijazen. Zakaj pa ne? Samo fantje služil. Ne. In mislim, to je zdaj, da pa spet druga stvar. Pred vojno, naprimer, so k nam hodili zmeram, ker je bil
najbolj modernih kmetij v Sloveniji. Je bilo veliko, kako bi rekla, strojev pa to. Pa ste imeli tudi veliko hlapcev, ste imeli poslov, ne? Poslov tudi, ampak mislim, ne vem, kako je prišlo, verjetno stric je bil župan, pa v Ljubljani je bil zajemnic tudi, ne vem, kaj so zraven. In tako je prišlo tudi, da so zvedeli ljudje, da kako je ena najmodernejših kmetij. In verjetno sta potem doktor Kulovc pa doktor Korošec povedala drugim, da so začeli hoditi, ne gledati. Kot vzorčni primer, verjetno. Ja, mislim. In kdo je bil vse pri vas pred vojno? Katere znane osebnosti so prišle na obisk? Se pravim, te. Opa Gebels je bil tudi, Gebels se spomnim, kaj se je izgubil. On je stopil je povedal, da je stopil iz avta preden je k nam prišel. Pa je pa gledal, kje pa to, jaz pa tam se skakala, pa to ne. Pa sem rekla, če lahko pomagam. Pa rekel, ja, prav, tle hočem iti. Sem rekla, ja, jaz sem tudi tam. Pa sva šla skupaj. Jozef Gebels. Ja. In ste z njim govorila? Ja, sem ga pelala k nam domov. Sem ga mogla, no, proti. A veste, kaj je bil on? Vem, kaj je bil, ja. Brava, decet. Se vem, za Hitlerja tudi, za Titota tudi. Tito je tudi ne vem, koliko tega pri nas. Pa prvo, kako bi rekla, preden je Hruščov prišel k nam gledati kmetijo, je bila kapelca. A to po vojni? To je bilo po vojni zdaj, ja. Mislim, in ga je, mislim, pripeljal Tito sem, k nam. Mene ni bilo doma, sem bila tukaj. In je bila kapelca tam in preden so prišli pogledati, kaj in kako bojo uredili za to, da se kakšna stvar ne podpeti, so rekli, da je kapelco treba podreti. In so jo podrli. Ampak Marijo, ki je bila velika Marija, ne, so pa so prepeljali pa v tam pri Vodicah, kako se pa reče, se kako pozabim, ne se bom spomnila, ki je sestrična živela in so tam postavili zdaj takrat pol kapelco. Ampak tle pa ni hotel, da bi videl Hruščov, da so verni ljudje, pa da tudi kmetija ima kapelco. In pomislite, podreti kapelco zaradi tega človeka 41 leta. In polk je bilo šole konc, sem izlihte tudi naprišla, sem šla v Šiško, pa je pa mama rekla, prav, pošla na Gorenjsk. Sem rekla, ja. No, pa sem se pripravila, pa sem šla na Črnuče, da prvo sem se v Savlah ustavila, ki je bilo so bili krmavnarjev tam, ker takrat mislim, možda sem poznej poročila, ne. Ja, se nismo poznali, ne. Ja. Ampak ime je bil znan. Ja. In no, sem šla v Savle, sem nekaj pustila tam in potem sem šla pa v Črnuče, tam je bila pa meja, ne italijanska, pa Prsavija, pa nemška. In pol sem je pa pridružila še Rodetova Franska in pa smo klepetali malo, s Italijani nismo imeli nobenega problema. Ne, so naj je kar spustili. In z Nemci je bilo pa bolj naroden. In potem so me, kako bi rekla, vzeli na žandarmerijo, pa sprašvali pa to. Pa sem povedala, mama je v Ljubljani, ata je pa
tam pri Trojanah, še Gotard. In pa so pa rekli, otrok mora biti z očetom. In so me Katu pelali. Kar lepo, mislim. Franska je šla po svoje, jaz pa, mene so pa odpeljali. Kakšne so bile razmere na Gorenjskem v tistem času? Partizani, je bilo veliko partizanov, zmeraj so vsak večer skoraj so prišli. K očetu vašemu? No, da sem bila. Moj oče je bil takrat ne na Štajerskem. Aha. Mama je bila v Ljubljani, ampak mama je v Ljubljano pa šla, pol je bila pa na Gorenjskem, je bilo pa pri Purgarju, Hraše pri Smlednik. Tam je bil stric, pa tete so bile, ne, in mi smo veliko preživeli tam. In pa se šla, je rekla, mama, prav bo šla, sem rekla, ja. Pa sem jo mahnila, ne, prv v Savle, pa v Črnuče in pol Nemci me pa niso pustili, da bi šla v Hrašeh stricu. So rekli, kako sem prej rekla, ne, otrok mora biti pri očetu. In so me gor, mislim, odpeljali. Rad je pogledal, da bil, ampak sprejel me je. In noben mu ni na misel prišlo, da bi naprimer sporočilcu mami, in jaz sem zginila. Me ni bilo na svetu, ne. Niso nič vedeli, kje sem in kako in kaj. So sprašvali po uradih in to, ben je nič vedel. In končno me je nekdo videl v Trojanah, pa so sporočili, ne, ker so vedeli, da me iščejo. In no, pol pa mama prišla gor tudi v Šentgotard. Se spomnim, ker tam je hribovit pa to, ne. In moj ata je takrat živel pravzaprav v Farožu, ker takrat so že vse Duhovnike izselili pa to, ne. In je imel, koliko 7 ali 8 posestov je bil čez. Je on skrbel? Ja, da je on skrbel. Kako da so mu pa Nemci zaupali njemu, vašemu očetu? A je znal nemško? Je znal nemško, ja. Mislim, ampak, pravim, pa župan je bil, učitelj je bil, pa verjetno govoriti je tudi znal precej dobro. Do kdaj ste potem ostali na Gorenjskem? To je bilo, zapravim, Nemci so me poslali Ja, k očetu? k očetu in pol sem tam ostala skoraj večkrat let. Zato sem v Zagorju v šolo hodila še. V nemško šolo? Ja, jaz sem bilo vse nemško. Aha, kako so bile razmere v nemški šoli v Zagorju? Ste imeli vse v nemščini? Vse v nemščini, vse. Zmerom Heil Hitler tudi. Ampak mi smo rekli, Heil Hitler. Ampak na hitrico se spregovoril tako, da nikoli niso ujeli. Kdo vas je pa učil v nemški šoli? Iz Nemčije profesorce, učiteljice? Ene so bile, ene pa ne. Ene so domačinke? Ja, domačinke in... Ampak samo nemško so govorile? Samo nemški, ja. To so mogle verjetno še prej iz šole. Iz Avstrije, stare, ja. Ampak dobro je pa to bilo, da si se naučil jezika. Mislim, to pomaga. A ste smeli spregovoriti po slovensko v nemški šoli? Ja, niso, zato kot otroci smo med seboj govorili slovensko. In niso nič protestirale? Ja, se pravi, jaz, ker sem bila, ne bilo v Zagorju, ali pa v Šentvidu, potem ne, ki je bila tudi nemška. Tudi nemška okupacija, ja. In nikdar niso nič bili proti, če smo slovensko govorili. Nikdar nisem imela noben problema. Zdi se mi, da to včasih pride tudi, so naši ljudje, kako bi rekla, se vtikajo vmes, pa hočejo nekoga zoperstaviti, ne, pa to. Po mojem mnenju, no, ne vem, jaz to. Kaj pa potem med vojno, kaj se je dogajalo? Vi ste bila v šoli, kako ste opazovali razmere, partizanstvo in te stvari?
Se ravno s tem smo se eno govorili. Sem rekla, da na Gorenjskem si partizane zmeraj vidi, so bili vse posod. Pa to ne. Na Štajerskem pa ne. So pobijali Nemce ali pa avtobuse, jaz se spomnim, ker sem bila z eno gospo v bolnici, ona je bila na avtobusu, ki je peljal iz Zagorja proti Trojanom, da so bombardirali. Pravzaprav čez cesto so položili granate, pa to, da je avtobus razgnal. Sem rekla, ne vem, zakaj so naše ljudi mučili. Na Nemce niso šli. Kako ste vi opazovali to mučenje naših ljudi, pobijanje naših ljudi? Kako ste vi kot deklica to videla? Kaj ste razmišljali v tistem času o tem? Se pravi, jaz sem skozi rasla gor med starejšimi ljudmi. In sem imela približno mnenje isto, kot moji domači, da to ni prav. Torej, vaš oče je takoj odklanjal to? Ne ata. Ne ata? Ne ata. Ampak s tetom pa to pa z mamo. Moj ata je bil na vse strani. Aha, je z vsemi delal. Razumem. Tako da, mislim, on je bil čist popolnoma drugačen, kot vsa naša druga žlahta. Vključno njegove sestre pa to. Tudi niso bile, ne. Pa žlahta, razen on. Da je zmeram, ne vem, ni se klanjal, ampak pogovoril se je zmeram z njim. Z vsemi. Z vsemi, ne bojo partizani, Nemci, kdor je bil. In kako je potekalo potem vaše življenje med vojno? Vi ste hodili v šolo, Ja. najprej v Zagorje, potem še Šentvid, ne? Ja. Kaj pa potem? In mislim, kako je potekalo, pa kako, jaz sem opazovala, pravim, ker sem rasla med starejšimi ljudmi, sem približno razumela, kaj se dogaja. Čeprav sem bila otrok. In človek je sočustvoval z ljudmi, naj bojo preganjeni od Nemcev ali pa partizanov. No, in potem so pa rekli, da bilo dobro, da prišla spet nazaj na Gorenjsk. No, in pol je ata rekel, v redu, lahko jo vzameš, ne. Da bo šla, pa smo šli na Gorenjsk. Z mamo? Ja, z mamo. Dočim je bilo na Štajerskem, partizanov jaz nisem nikdar videla. Nikdar. Pa so bili. Ne. Ampak Nemci so bili vse posod. Na Gorenjskem je bilo bolj svobodno kot na Štajerskem, ne? Ja, kot bi rekla, kar se partizanstva tiče. A so partizani pobijali kaj ljudi svojih na Gorenjskem? Svoje in, ja, In druge, mojega ne? strica so So ubili? Ja. Kje pa? Hraše pri Smlednik. Aha. Takrat sem Zakaj? jaz, sem bila takrat doma. Kaj so mu očitali? Vse, kar morate. Mislim, da ni dober, pa da je proti njim, da dela proti njim, da za ljudi ni dober, pa on je bil strašen dober. Je bil ne vem koliko boter, pa to ne. A je bil bogat? Je bil bogat? Aha. Ja. A tako je ta stvar. Ja. In kdo ga je ubil, se mogoče ve? Ne vem imena, ampak to vem, da tist, ki ga je mislim, roke mu odsekal. A so ga mučili, ga niso samo ubili? No, A so ga tako? mučili. Mislim, in 30krat je bil zabuden v hrbet in mislim, pol so ga zakopali v čist plitek grob. In je šel od barona gozdar en dan pregledovat, ne, gozdove, pa je videl tam pri enih smrekcah, da je razkopan vse. Pa je šel pogledat, pa je našel strica tam, da je bil tam zakopan, ne. In jaz se pravim, ta človek, ki ga je ubil, pa zabadal, je pol, so ga Nemci ujeli, čez kakšne mesece in to.
je pa v Vodicah pred cerkvijo en teden mrtev sedel. So ga Nemci ubili in v Vodicah pustili. Ja, so ga posadili Celo tako? pred cerkvena vrata. Ma ne. Tako da je bil naslonjen na Za vrata. opozorilo. Ja. A je bil umor vašega strica edini, ki se ga spominjate tam okoli, ali so več takih bogatejših ljudi pobili? Zmeraj vsak dan ste slišali, tega so ubili, unga so ubili, tretjega so ubili. Ne. Kaj ste vi kot deklica takrat razmišljali ob teh tragičnih smrtih? Se pravi, meni je bilo hudo in veliko sva z mamo govorile, ampak narediti pa nič ne morete. Seveda. Ne. Seveda. Z Nemci včasih, s kakšnemu ste lahko malo govorili, s velikim pa niste, ne. Zato so se bali, tudi so imeli družine doma. Seveda. Kaj pa potem, ko je prišel konec vojne, kako so bile stvari naprej? Ob koncu vojne? Ob koncu, se pravi, vedeli smo, mama je rekla, zgleda, da bomo mogli iti se umakniti, ne. In pol so premišljali, kako bi jo naredili. In so bile dve stari teti, moja mama, pol je bila še ena sestrična in pa bratranc. Da so bili, na te kmetiji je bilo veliko žlahte, ne, ker so delali tudi, pa veliko poslov smo tudi imeli. Pa smo rekli, kdo če je te. No, pa so se odločili, zato na mojo mamo so čakali ne vem kolikrat. Ona jim je brez povedala, kar je mislila. Ampak ne vem, kaj jih je zadržali, da jo niso pospravili. Zato so bili vsak večer pri nas. Kako je mama vam razložila, da se boste vi umaknili? Je rekla, si videla, kaj se je dogajalo vse med vojno in kolikrat so že čakali na mene in vse. In zgleda, da je najboljše, da se umaknemo. Ampak pol je, se pravi, bratranca, strična mama, jaz, dve teti sta pa doma ostali, sta bile stare. In kaj ste naložili vašo robo na vozove? Pol takrat so rekli za 14 dni. 14 dni, za 14 dni, zdaj pa 71 let, ne. In ste šli z vozovi preko Tržiča? Ja, mi smo šli z vozom, kako so že rekli, ti smo v vozu. A so šli gorenjski domobranci z vami takrat? So se umaknili? Ste bili v tisti koloni? Oni so šli, ja, ampak oni so bili naprej. Pa so pa postali, pa so pa spet, ne, mislim, niso šli naravnost naprej. Kako je bil umik? Je bil kaotičen ali je bil... Včasih je bilo obupen, zaradi tega, ker velikim ljudem se je zmešalo. Ne. Ker so mogli pustiti dom in vse. Je bilo hudo. Zame je bilo adventure, pravzaprav. In potem ste prišli na Vetrinjsko polje, ne? No, prvi smo šli skozi, Valburgo, nismo šli proti Vodicam pa tam, ampak na Valburgo dol, pol Trboje in proti Kranju. Sem pozabila, kako se reče tisto kraj, ki je pred Kranjem. Kranj, pol v Kranju smo šli čez most pa proti Tržiču. In vse posod so nekako, kako bi rekla, veliko ljudi je plovalo v nas, pa to ne. Po poti? Aha. Kaj so vam učitali? Da smo izdajalci, pa nam škudarji. Kako? Mi smo imeli doma, pri nas so kradli, zveram, strica so ubili. In pa ljudem, če se nas plača prepudbati. In potem ste prišli vi na Vetrinjsko polje? Ja, potem smo šli skozi Tržič. Tržič je bil tudi en mest. In tam so nekateri ljudje naš, so v tovarne šli, ko imajo tovarne čevljev, ne. Pa so si čevljev nabrali. Nobenega ni bilo tam, verjetno, ne, pa so noter šli. Da zmeram najdejo ljudje.
taki ljudje, ne. Je mešanca človeštva, dober pa slab. In potem v Tržiču, pa na Tržiču so na nas metali vse sorte, pa pljuvali na nas, pa Tržič je bil res. Med potjo noben drug, da bi rekla. V Kranju nič. Človek mislil, ker so le tovarniški, ponavadi so rekli zbiram, tovarniški delavci, pa to so bili bolj komunisti. Na to niso bili dosti plačan, pa to. In pa smo gor proti, iz Tržiča pa proti Ljubelu smo se pomikali zelo, zelo počasi. Smo se pomikali, pa med tem si pa tudi videl, Nemcev veliko so bombo je nagavo, pa je postavil, pa ga raznesel. To ste vi videla? Ja. Mislim, se pravi, ampak jaz sem bila nekako navajena na vse. Hudo mi je bilo, strah me je bilo, pa mamo sem imela, ne. Ja, ja. In potem ste prišli na Vetrinjsko polje. Čakajte, smo še čez Ljubelj taparu. Pol, med tem, ko smo skoraj na vrh Ljubela, tam je bila pa ena gostilna, pa to pa se je spremenili v bolnico. Smo pa, mama je ostala s konji, pa z vozom, sestrična je šla tudi, pa bratranc, ne, mi štirje smo šli skupaj. Smo šli pa pomagati, ki je bila bolnišnica tam, so prosili, če bi pomagali za ranjence pa to. Pa smo tam delali en par dni. Medtem smo čakali, zato so mogli Nemci se umakniti na prvo. Niste imeli nobene besede. Tudi naši domobranci reč, Nemci. In oni so tam, kako bi rekla, pred vdorom, so Nemci imeli svoje ljudi in kjer ni ubogal, je bil pa ustreljen. Mislim, to je bilo, mačka ne postrelil tako, kakor so tam ljudi streljali. In mislim, niso pustili ne Slovence, da bi šli z vozom tam, ampak so rekli, če hočeš, greš lahko v krog. Čez prelaz. Ja. Pa nekateri so šli, ampak velika, naši konji so bili utrujeni. Zato so prej že ne doma delali, pa to, pa ta pot se vleče, pa to. In pol je končno, je en Nemc pustil, da smo šli skozi. Sem to prosila, pa prosila, pa prosila. In so pustili, da smo šli skozi, druga niso. In mamo, pa mene, je pa vzel tist na svoj voz, da naj jo je pelal skozi predor. Nemec, nemški vojak. Ja, Nemec. Verjetno se je usmilil, pa je mu morda družino doma, pa je mislil, da bi kdo, če se kdaj kaj takega dogodi, da bo tudi nekdo drug pomagal njegovi družini, ne. Tako da, in ko smo na drugo stran pa šli, smo šli pol nazaj na naš voz, potem je bilo pa spet trenje, ker so ljudje prihajali z vrha, pol pa te ampak se pravi, Nemci, nekateri Nemci, so kar streljali, če nisi naredil, kar je on rekel, da naredi. In potem se je nekako razvil, da je šlo, je bilo počas, si čakal pa to, ne. No, in smo šli proti Borovljam. Dokaj ni bilo nič, v Borovljah je bilo spet problem. To so bili partizani. In, kako bi rekla, počas je šlo, smo se premikali, ne, in končno nam niso partizani tam nič naredili, da bi rekla. Ampak, ko smo čez most prišli, je bilo gor spet, tam je bilo pa spet polno partizanov. In tudi, se pravim, ljudje, če je kakšen kaj hudega rekel, je šel. Ne. Se so tudi včasih kar ustreluje. In no, pol smo
skozi tist prišli, krog tistih ovinkov, kako se reče, serpentine, ne. In gor na vrh, pol je bilo pa pot proti vetrinam. Tam je bilo pred vetrinom. In to je pa tudi na sred pola smo se ustavili in pred večeru je mama skuhala na ognju, ne. Se pravi, da tista krompirjeva župca je bila tako dobra, nobena stvar v življenju še, ne prej, ne pol. In pol smo pa tam čakali in kaj se bo dogodilo, no pol so Angleži rekli, da se je treba registrirati in sem še jaz pomagala registrirati, sem pisala tam kartice, ki so dobili, ne. In pol je bilo pa življenje, kar si mogel mislim, ne, jedel, pa od doma še nekaj bilo, pa če ne bi rekel za 14 dni, pa več vzeli, ne. In no pol smo pa, mi smo imeli tam na Koroškem Tamara vas, ne, Kotmara vas, nekoga, ki se je učil pri nas kmetijstva in ki je zvedel, ne, kaj se je dogodilo, je rekel prav, da je spraševal ljudi, če kakšen pozna, pa ni ben poznal, ampak pa smo se sami smo šli kje, k njim. In pol tam smo mečkam, kako bi rekla, so nam dali za jest, pa malo za sabo in vse, in večkrat je prišel, pa mama njegova, da so A so bili koroški Slovenci? Koroški Slovenci, ja. Pa vas niso nič zmerjali z izdajalci? Ne te. Te pa ne? Ne te. Ampak drugi so, se pravi, grdo gledali. To večina so bili partizani. Kaj pa potem, kako se spominjate konca maja, pa začetka vračanje mož in fantov v Jugoslavijo? To je pa rekel, grejo v Italijo. To me zanima, boste vi povedali. To, ja. Mislim, nekaj so prišli smališki domobranci in smo se pogovarjali, mislim, so se pogajali, kdo oni bojo šli, pa so rekli, Kristina bo šla, mama je rekla prav, jaz bom ostala z vozom pa s konom, ampak jaz pa lahko grem z njim. Reka, jaz poznam vse fante, pa Kristina je tam in vse, ti greš lahko z njim. To je bila vaša sestrična Kristina? Ja, mamina sestrična. Aha, mamina, ja. ok. Pa Felix tudi je bil. Bratranc mame. In potem, kako bi rekla, pa so se zmenili, da oni bojo šli, pa jaz bo šla, mama bo pa ostala sama tle. In jaz sem bila že, ko so prišli, ne, s tistem kamioni pa to, jaz sem bila že gor. Na kamionu? Na kamionu. Pol me pa naenkrat me je pa začel želodec boleti. Otroka, ne. Sem pa jokati začela. Pa doktor Janeš pride tam vzad pa prav, kaj pa jaz s teboj carila? Neka želodec me boli. In se šla dol. In mislim, in medtem so pa napolnili in je odšel kamion. Torej, po naključju ste rekla? Ja. Po naključju? Po naključju. Tako in da... vaši sorodniki so šli, Kristina pa Felix sta šla? Kristina je tudi pol, mislim, dol šla, Aha. ampak Felix je pa vstal. In kaj se je zgodilo potem z njim? Ubili so ga, zato ker je je bil v šentviških zavodih je bil. Zaprt, ne. In ta Grmek, on je bil, kako bi rekla, mamo je vprašal za mene, ne. Sem bila stara koliko 14 let, ne. Pa je rekel prav, čuvajo za mene. Ne z nobenem drugim fantom ne smejte, pa to. Ki sem pa jaz mislila takrat na fante. Posebej še doma, če bi bila v Ameriki, bi bilo drugačne. Ampak doma pa posebej s takim tetam, ki nis fanta smo pogledali.
Joj, včasih človek premišljuje, kako je mogoče, da Slovenija, ki je bila tako pobožna, ne, da se je mogel kaj takega dogoditi, Kot se je, ne? kot se je. Ja. In potem vi ste ostala tam z mamo? Smo vstali tam in še nekaj časa in potem so nas pa peljali na Tirolsko, ne v špital. V Lienz. Lienz, ja, v Lienz. Kdaj ste vi izvedli, da fante vozijo v Jugoslavijo? Takoj? Takoj, ja. Aha. Takoj so vedeli. In sicer je prišel nazaj povedati, kako že, Škofje Loke, Dolenc. In to vem, ker sem pisala tiste kartice pa šoli, ki je vsred Petrinskega polja. Tam, kjer je samostan tudi, ne? Ja, samostan je bolj Ja. proti, ne, na drugo stran. Ker tam je šola, pol je pa malo vasice, pa polje. Polje je bilo veliko takrat, no, ne vem, zdaj verjetno vse. Zdaj je pozidano, ja. Je vse pozidano. In je prišel kje, pa je rekel, ljudje božji, veste, kaj delajo? Partizanom jih izročajo. In mu niso verjeli, ga malo zaprli, ker je to povedal. No in končno, da so, ki je med ljudi prišlo, da pol domobranci niso več šli. Večina. Eni so pa rekli, kamor so šli drug, gremo pa še mi. Sej, Kdaj ste vi izvedeli, da so večino pobili? kdaj je bilo to? Ki je bilo, jaz bi rekla, kakšen, si ne vem točen, ampak par dni po tistem, 3-4 dni po tistem, je bilo že, Se je že govorilo? se je že govorili, ja. Bolj verjetno šušljalo kot govorilo, ne? Ja, pa se ni toliko sošljali, Ne? ne? Kako so matere in žene? Jokale, oj. Kakšno je bilo vzdušje? Lahko malo to opišete? Vem, da je težko, ampak To je bilo nekaj groznega za pogledati, mislim, biti z njimi, ki so jokale, moj sin ali pa moj mož ali pa to, pa nisem vzdihvale, pa molili. Takrat se je strašno veliko molil. So ljudje, mislim, cerkev je bila zmeraj polna, Petrinska, ker vsak se je obrnil k Bogu, pa v cerkev šel, pa molil, pa to. Se pravi, vse smo molili. Tisti, kateri so jih zgubili in tisti, katerih niso zgubili. Vse je sočustvovalo, z vsem. Nisem mogel, se je težko bilo zaverjeti. Mislim, vidiš tam fanta pa to in misliš, da ga boš videl enkrat ali pa pol na lepem, pa to zveš. To je nekaj groznega. Pa posebej, se pravim, posebej za matere, pa družine, za vse družine, je obupen. Še mene, mislim, sicer je Felix je bil, je tudi prizadel, ampak, se pravim, ko si otrok, razumeš, sočustvuješ, ampak ne tako globok, kot bi mati ali pa sestra ali pa brat. potem ste šli v Lienz, Ja, v taborišče, ne? Ja, pa so, ko smo bili tam nekaj časa, so pa rekli, da gremo pa v Lienz. Zdaj so pa ljudje rekli, bojo nas tudi peljali tja. Reči je v Lienz. Ja, Jugoslavijo, ne? ja. Noben ni verjel, da bomo šli v Lienz. Vsi so rekli, kje gor, no, pa so nekje dobili nekaj orožja, pa to. In ene bombe so dobili, večkene bombce, pa to fantje, kateri so bili še tam, so rekli, da če bo vlak obrnil kam drugam, kot pred Liencu,
da bojo tepli se, ne pa borili se za to. In srečni, ne, smo se pelali naravnost v Lijenc. Kakšno je bilo življenje v taborišču Lijenc, v begunskem taborišču? Ste hodila v šolo tam? Ja, ja. To, da mislim, je bilo precej, v začetka je bilo malo naroden pa to, ne, ampak povši je bilo veliko. Prej so bili kozaki pa to. Kozake so vrnili, ne? Ja, vrnili, ampak Rusom? pravijo ljudje, so povedali, da kozaki, nekaj so Rusi prišli po kozake, da so kozaki so se strnili, pa se tepli. In potem prav, ker so videli, da ne morajo dosti narediti, so pa sami sebe Pobili, ne? Pobili. Samo, ja. pravijo, da je bila Drava čisto rdeča. Pa pustijo, mislim, Angleži so. Ampak tako vi rekli. Slovenci ste precej uredili taborišče, ne? Ja, ja. Osnažili, Ja, vse. to in šole so bile, pol kuhna je bila fina, pol Celo vse vrtec, soce. ne? Vrtec pa dejavnosti. Ja, vse. Je bila gimnazija, je bila osnovna šola, vrtec, pol, se pravi, zelo lepo je bilo, ko bi rekla. Kakšne imate spomine na šolo v Lijencu, v taborišču? Kar v redu. Je bila na lepem nivoju? Ja, je bilo in tudi, gospod Bajuk je bil hodnika. Je bil Doktor Bajuk, strok, ne? Ja. Ja. Je bil Marko strok. Bajuk. In je bilo približno isto, kot bi bilo doma. Ste dobili tudi spričevala potem, ne? Tudi, ja. Tudi. Dokdaj ste potem vi z mamo ostala v taborišču Mislite v Lijenc? v Lijencu? Ja, dokler nas niso v špital preselili. Moja mama je šla pol delati v Leoben. A v Leoben? Ja, je v en otroški dom. Je kuhala tam. Aha. A je vas potegala s sabo ali ste No, ostali jaz sem tam? tukaj ostala. Aha. Ja, sem živela pri eni družini, ne. Pravzaprav ni bila družina, ena punca je bila starejša od mene, pa to, tudi da smo živeli skupaj. In ona je, se pravi, ona je v Leobnu bila pol skozi skor. Ne, Kdaj ste potem prišli v Ameriko? Katerega leta? 49. A že? Ja. Kdo vas je pa potegnil, kdo je bil garant za vas? Kako vam je uspelo priti v Ameriko? Ker večina iz špitala je šla v Argentino, ne? Ja, no, moja mama je rekla, da ne gre v Argentino. Je prej se prepričala, kdo bo kaj vodil, potem Slovenci, kdo bo jo vodil, pol kako je, kakšne razmere so v Argentini. No, tega je dosti brala že prej, ampak mislim, je rekla, na, kje pa ne grem. Pol je bilo za Čile, je bilo tudi Brazilija, vse posod so, ne. Ampak, no, je rekla, ne, nečem tega. No, in on pa drugega ne, v Kanado nismo mogli, ona je bila prestara, jaz pa premlada. So imeli samo mlade v Kanado, ne? Ja, sej nisem bila še toliko stara, da bi lahko šla kaj zadev, Ona pa prej stara, ne? ona pa prestara. Ja. In no, pol je pa tle ena gospa padla, se kolk zlomila in so rekli, ne, je rekla, sta se z možem pogovarjala, pa sta rekla, zakaj pa ne bi vzeli nekoga, ki je begunca. In pa so pa naju dobili, pa so ji povedali, ne, je ženska, pa hčerka, mama pa hčerka. Pa rekel, ker ne prideta obe. Pa jih niste poznali? No, nič. Oni so jamčili za vas, Ja, garant. Urbanija, tam od Moravč so doma Aha, bili. aha. Niso že dolgo časa nazaj, preden so v Ameriki. A so bili staro naseljenci? Staro naseljenci, ja. So še govorili slovensko? Ja. In oni- Ker je bilo angliščine, je bilo vse še težko razumeti. In potem ste pri njih živeli? Ja, smo pri njih živeli, koliko časa, približno let pa pol, pa to. Ja, to, da sem se jaz poročila, Mož je bil tudi begunc? tudi, ja. Tudi. Ste ga tukaj spoznala? No, jaz sem poznala že, njega sem poznala, ker je iz Graca hodil z univerze A, je bil na študent? počitnice, Aha. pa smo punce zmeraj tiste fante gledali, ne.
pa to poznala se, ampak ni nobenega, nikdar ni govoril z nobeno žensko, s punco. On je zmeram telovadba, mislim, z očetom pa to ne. Pa če so imeli debate, ne, fantje, ko so prišli v tam. No in pol je bilo za v Ameriko in smo pa skupaj bili. On je bil v istem transportu, in oče njegov, kakor moja mama pa jaz. In pol smo, tam sva se malo spoznala pol, ne. Mi smo pa šle na Banajem in v tistem. V Banajem? Ja. In on je bil pa v Kalnwoodu, pa eni gospe, pa oče tudi, oba dva skupaj, kakor mi z mamo, ne. In no, pol je pa začel hoditi, vsak dan je peš prišel iz Kalnwooda, tle na 59. Tako, ki je po delu, pa je pa prišel sem, no in pol sva pa začela govoriti. To je bilo 49. leta, ne, smo sem prišli 50. pol sva se pa decembra poporočila. 1. decembra, ja. In potem sta imela otroke? Ja, fanta, sina pa hčerko. Ampak hčerka je bila Down sindrom, ne vem. Aha, ja. Ne vem, kako se reče po slovensko. Downov sindrom, ja. Ampak je bila brihtna, kot to hodilo. Jo je bila brihtna. Sam je imela svoje potrebe, ne? Ja. Z njo bi rad se ukvarjati, ne? Pa je, pa z Janitom sta se strašno rada imela. In pol je pa srček je imela slab. To imajo večinoma vsi. In mislim, ne, pol je pa umrla. Ker je moj sin videl jo mrtvo, je skup padel. On je bil, ko ne, ona je bila stara 3 leta, on pa 4 leta. A je zgodaj umrla ona? Ja, mislim. In tudi zdaj to kleče, nikdar, mislim, zmeram se spominajo. Zmeram, ne, zato, kakor sta se rada imela, pa to, mislim, se ona je bila, je veliko stvari delala, pa to, in ker je bila učke so bile, ne, pa to, drugače je bila pa brihtna. Stvari, mislim, še navaden otrok ne bi naredil ali pa govoril ali pa to. Potem ste živela tukaj cel čas? Ja. Tle smo, pa smo se pravi, sva se poročila, pa smo živeli dol, kako je ne, 7 hiš dol na tej cesti. To je bilo še vse slovensko takrat, verjetno, ne? Ja, še vse, ja. In vse polhen tudi. Skoraj verjetno ni bilo drugih kot Slovencev tukaj, ne? Ne dost. Prav, staro naseljenci, pa novo naseljenci. In pa staro naseljenci, kako bi rekla, so bili precej večina, no. So bili kar v redu, ampak nekateri so bili pa, kako bi rekla... Sovražni do vas? Ja. So vas imeli za kriminalce, verjetno, pa to, ja, ne? Ste že imate krvave roke. A, tako so rekli? Tako so rekli, krvave roke. Nekaj ste mogli narediti, da ste v doma šli. Pa je bilo. Bolj si prpotoval, kaj je bilo, kako je bilo, nič. Kaj je pa mož delal? S čim se je preživljal? On je v tovarni je delal. Aha. Ja. Vi ste tudi delala? Prosim. Vi ste bila zaposlena? Ja, jaz sem pa šivala. Aha. Primeš karkoli je, mama je pa pospravljala. Tuk da denar dobiš. A je mama živela z vami? Ja. In oče je prišel tudi pol. A potem je prišel tudi ja, oče? Ja, se poročila, ja. Pa smo se pa v to hišo preselili. In potem sta se družini spet združili? Ja. Tako da, se pravi, luštenje je bilo.